Lep pozdrav v mojem imenu, jaz sem tukaj predstavnik katoliške cerkve. In če beremo zgodovino katoliške cerkve po tistem času, ko Jezus nekako odide z tega sveta, se tam na začetku drugega stoletja, okrog leta 110, srečamo enega zelo zgodovinsko zanimivega gospoda, to je Ignacij Antiohijski, ki ga tako vzhodna kot zahodna cerkev častita kot svetnika. In imamo ohranjenih kar nekaj njegovih pisem, ki jih piše iz ladje, ko ga peljejo v Rim v smrt. Tu so različna pisma z različnimi poudarki, med njimi pa najdemo enega, ki je zanimiv za današnjo temo. Mislim, da je pismo Smirnice, v katerem se Ignacij kar malo razhudi in razjezi, ko pravi, da obstajajo neki novi kristjani, neka ločina, če želite, znotraj krščanske skupnosti, ki trdi, da Kristus ni trpel zares, ampak samo na videz, samo kot simbol. Da je Kristus kot Bog trpel samo kot simbol, kako je Bog človeka blizu, ampak v resnici pa kot Bog ni mogel trpeti. Mogoče se nam to danes zdi zelo banalno, zelo oddaljeno, to je neko teološko prekladanje misli, kaj pa konec koncev mi s tem imamo. Vendarle Ignacij že sam izpelje iz tega neko misel. On se seveda odločno postavi na stran, Kristus ni trpel nič na videz, Kristus je trpel zares. In potem nadaljuje. In če želite videti, zakaj je pomembno, da je Kristus resnično trpel, zares trpel, vmesu trpel, potem poglejte odnos teh kristjanov, ki trdijo, da ni trpel, do vdov, do sirot, do bolnih, do zapuščenih. Ignacij pravi, tistim, ki jim Kristusovo trpljenje ni mar, jim tudi vdova, sirota in ljubezen nič ne pomeni. Temu izvajanju, te predstavitvi danes sem dal naslov Dotakniti se ran kot izziv za krščansko pristnost. Se mi zdi, da je tisto najpomembnejše, kar je krščanstvo prineslo v ta sekularni prostor in tisto, kjer mogoče najlažje krščanstvo sprejmemo in razumemo. In je to mogoče tudi tisto, kar v krščanstvu včasih najhitreje pozabimo ali pa spregledamo tudi po krivdi nas kristjanov sami, je ravno to. Naš Bog je simpatičen Bog. Simpatos pomeni tisti, ki sotrpi z nami. Naš Bog je ranjen Bog. In ko se mi dotikamo in bližamo temu Bogu, se ne bližamo neki mališki predstavi, nekemu zlatu, neki navidezni resničnosti, ampak se dotikamo njegovega ranjenega telesa. In njegovo ranjeno telo je telo mojih bratov in mojih sester. To je moja vera. Ko so sveto mater Terezijo vprašali, zakaj dela stvari, ki jih dela, in neki novinar je nekoč je rekel, ga ni denarja na sveto sestra, da bi jaz to delal, in je bil njen odgovor, tudi jaz ne delam tega zato, da bi zaslužila denar. Tukaj se mi zdi, je ta pristnost krščanstva. To je to razpoznavno znamenje, ali sem Kristusa razumel, dojel v vsej njegovi božanskosti, ki je kot vernik verjamem vanem, ali pa, če hočete, v vsej njegovi človečnosti. Dotikati se ran, kaj to pravzaprav pomeni? Mimo glede to misel, dotikati se ran, sem si sposodil pri zelo imenitnem, sodobnem češkem avtorju, teologu Tomašu Harisu. Dotikati se ran pomeni biti blizu ljudem, ki so ranjeni. Ljudem, ki trpijo, ljudem, ki so v stiski. Jaz delam na Caritas, zato vem, katere stiske ljudje največkrat prepoznamo v naših bližnjih. To je stiska, da so materialne zmanjkanje. To je mogoče stiska, ki je najljubina. Vendar je to samo ena izmed stisk in je mogoče izmed vseh najmanjša. Osebno menim, da ko rečem dotikati se ran,
biti blizu ljudem, ki so ranjeni, s tem govorim najprej o samem sebi, da sem tudi jaz nekje, na kakšnem področju ranjen, in s tem govorim tudi o vseh ljudeh, ker smo vsi kje v stiski, ker smo vsi kje ranjeni. In če pomislite, če ste kdaj strekli bolniku, ali pa če ste kdaj otroku, ki si je zelo grdo razbil koleno, prebil glavo, imel neko veliko odprto rano, pomagali, čistili rano. Potem imamo verjetno vsi izkušnje, kako se te rane dotikamo. Tistega mesta se dotikamo povsem drugače, kot neke roke, ki je zdrava. Če torej naša predpostavka, da smo mi ranjeni in da se vedno, ko stopimo v sočloveku, dotikamo nekoga, ki je prav tako ranjen, potem je tukaj vprašanje, na kakšen način k drugemu pristopamo. Se mi zdi v tej zavesti, da se vedno dotikamo ranjenih ljudi, so naša ravnanja drugačna. To je mogoče v teoriji zelo enostavno in vam iz lastne izkušnje povem, da je najbolj enostavno in najlažje pomagati ljudem, ki so tam daleč. Najlažje je poslati 1000 evrov v Afriko in več porabite jih za uboge črnske otroke. Zelo težko je včasih zbrati 100 evrov za soseda, ki vsi vemo, da je takšen, takšen in takšen. Da tudi dvigne roko na ženo, da je prišel ravno včeraj iz zapora. To so največje slovenske stiske. Ampak tudi to so ljudi, ki so ranjeni. V zadnjem letu se na Škofijski Karitas ukvarjamo s tem, da ljudi, ki so naši uporabniki, vabimo v naš dom. Dobesedno. Zanje pripravljamo različne stvari in jih vključujemo v naše dejavnosti. Veste, kje smo imeli največ težav pri vključevanju teh ljudi? Ne pri teh ljudeh, ampak pri naših rednih sodelavcih. Zaradi tega, ker ko enkrat odprete hišo ranjenim, bolnim, gobavi, brezdomnim, potem vam mogoče, bom zdaj zelo nesramno, potem vam stanovanje začne smrdeti, potem se vam vrata omažejo, potem dobite noter tudi nekaj tistega, kar ti ljudje od zunaj prinašajo seboj. Vendar, zame je to vprašanje pristnosti. Ali smo se pripravljeni dotikati ran vseh ljudi? In morda je ravno to tisto, kar lahko krščanstvo da v to zakladnico svetovnega etosa. Ta ranjeni, simpatični Bog, ki ni Bog tam nekje onkraj, ki v našem verovanju ni Bog, ki je tukaj živel in šel, ampak je Bog, ki se danes manifestira, razodeva, ostaja prisoten v naših ranjenih bratih in sestrah in v njihovih ranah. Pa naj zaključim s Tomašem Halifom, ki pravi, ko gledamo v križanega, bi se morali mi, ki zase menimo, da imamo čiste roke, prepoznati v zrcalu, ki nam ga nastavljajo njegove rane. Mogoče se bomo potem prebudili iz iluzije nedolžnosti, ter končno tudi sami sprejeli soodgovornost za svet, katerega grozot ne povzroča samo delovanje hudobnih, ampak v še večji meri ravnodušnost dobrih. Hvala lepa.